Torej, recimo, da ni diskriminacije v znanosti, je odgovorilo samo 11% moških in samo 7% žensk. Ne? Torej, vsi ostali, torej, čez 90% moških in žensk je menilo, da v znanosti obstaja diskriminacija. In zanimivo je, kje obstaja, zakaj, kako, torej, zakaj prihaja do diskriminacije. Na prvem mestu je zaradi nepripadnosti skupini, nepripadnosti interesnim skupinam, lobijem, centrom moči. Torej, 67% moških tako misli in 61% žensk. Torej, to je na nek način že znak nekak te integritete in etike v znanosti. In druga, najpomembnejša točka, zaradi nepotizma. Torej, 45% moških tako misli in 37% žensk. In na tretjem mestu pa ste zaradi izjemne uspešnosti. 28% moških tako misli in celo 31% žensk. To so tri najpomembnejša področja. Torej, nepripadnost lobijem, nepotizem in izjemna uspešnost. No, potem sledijo zaradi mladosti. Tretjina moških in žensk tako misli. Zaradi spola 5% moških in 34% žensk tako misli in šele potem sledijo družinske obveznosti, nacionalnost, starost, spolna usmerjenost. Ne? No, zanimiv je tudi ta podatek. Na vprašanje, ali je diskriminacija večinoma namerna ali večinoma nenamerna, je 67% tako moških kot žensk odgovorili, da je diskriminacija namerna. Ne? In na vprašanje, ali ste občutili diskriminacijo zaradi spola, oziroma ali ste bili v svojem delovnem okolju kdaj priča diskriminacije kolegic na osnovi spola in kolegov, je 14% moških odgovorili da in 46% žensk je odgovorili da. In še en podatek je zelo zanimiv, kako torej na nek način, kako se je ta diskriminacija kazala. Z slabšimi kariernimi možnostmi je odgovorili 34% žensk in 9% moških. Ampak druga je tudi zanimiva, na drugem mestu je ustvarjanje negativne osebne podobe, torej s podtikanji, stigmatizirani, govoricami. 25% žensk tako misli in 5% moških. In sledijo delovni pogoji. Ne? Dolgotrajno podaljševanje pogodbe, 14% žensk tako misli, slabši delovni pogoji, grožnje odpovedi zaposlitve in spolno nadlegovanje, 5,4% žensk tako misli in 1,5% moških tako misli. Ne? Torej, ugotovili smo, ne, da je torej diskriminacija prisotna, da je namerna, da je pravzaprav mehka, torej neka, kako bi rekla, nejasna. Ne? Tako da jaz, ko sem poslušala vašo prezentacijo, sem se vprašala, koliko lahko pravzaprav to preprečimo z zakonskimi pravili, pravilniki in tako naprej, etičnimi kodeksi in tako naprej. Tlele gre za kulturo, gre za neko hierarhično, dolgotrajno hierarhično kulturo, ki ne zadeva samo ženske, ampak zadeva vse marginalizirane skupine, tudi moške. Ne? No in pravzaprav to je srž problema. Mi smo pravzaprav naslovili tudi notri nekaj predlogov za odpravljanje teh prikritih diskriminacijskih praks, ker gre za prikrite, ne? Diskriminacijske prakse, ki so zmuzljive, tudi skozi te zakone in etične kodekse se lahko zmuznejo. Ne? Torej, treba bi bilo odpraviti netransparentnost v odločanju in pravzaprav torej to, kako bi rekla, vlogo neformalnih omrežij, v katerih potekajo lobiranja in se sprejemajo odločitve. Torej, to je glavni problem.